Lepo pozdravljeni. Ste vedeli, da Mažorete Koper letos praznujejo prav oktobra 10. obletnico svojega obstoja? No, ob tem okroglem jubileju smo jih povabili tudi v naš studio in sicer so z nami Nina Kocjan, mentorica in vodja društva Mažorete Koper, Dženana Halilagić, članica društva in pa Živa Papež, trenerka. Lepo pozdravljene. Ja. Torej, 10 let praznujete. To pomeni, da ste v Kopru edine mažorete. Ja, zaenkrat še. Zaenkrat. Upam, da še bomo. Vedno ene in edine, ja. So bile predtem že kakšne druge mažorete? Ali je to s tem, bi lahko rekli, da je to začetek mažoretniškega gibanja? Jaz mislim, da je to začetek. Sicer predtem mi je prišlo na uho, da sicer so delovale neke šolske približek mažoretk, govorim 20 ali 30 let nazaj, ampak se iz tega ni nič razvilo. To je pa zdaj prvo mažoretno gibanje na obali, tako ja. Vam gre kaj na živce, če rečejo mažoretke, mažorete? Ne, je zelo... Ja, zakaj? Ja, lahko že na začetku povem, jaz prihajam iz drugega kluba, v bistvu iz enakega kot Nina nekoč, trebanjskih mažoret. In tam so nas nekako naučili, no, da smo mažorete, nismo mažoretke. Je tudi v samem imenu zmeri napisano, ene so mažoretke, druge so mažorete, odvisno od društva, od kluba. Aha, ni pa razlike v čemarkoli razen imenu? Mogoče bolj pomeševalnica, so mažoretke, ljubkovalno. Mene ne zmoti, no. Smo pa klasične mažoretke, ne? Klasične mažorete. Kaj to pomeni? To pomeni, da, kot vidite, imamo s sabo demonstracijo. Mažoretka mora imeti vedno klobuk, uniformo, ki je lahko z dolgimi ali kratkimi rokavi, krilo in škornje, s katerimi lahko koraka po mestu, po dvorani, kamorkoli smo vabljeni na kakršenkoli dogodek, se lahko nastopa, premika, koraka in seveda ima obvezen rekvizit mažoretno palico. Pa je zapovedano, naprimer, kakšni morajo biti škornji, kakšna mora biti uniforma, kakšno mora biti pokrivalo? Ne, ni zapovedano. Vsako društvo si izbere svojo barvo, svoj model ali nekako svoj tip uniforme. Zadnje leta je v navado prišla zgornji del uniforme brez rokavov, zato da se lepše pleše in lažje dela. Da se lažje v bistvu giba palica po telesu, da ne motijo rokavi samega poteka. Je pa res mogoče razlika, mlajše mažorete, se pravi, ne vem, kadetke recimo, nimajo škornov. Imajo, se pravi, navadne teniske, pa nimajo tudi klobukov. Mogoče imajo baretke ali pa samo čapke. To bi bilo mogoče neka razlika. Lasje so vedno speti? Ja. Da ne motijo. Ja, se pravi, tu je tukaj naprimer razlika med navijaštvom in mažoretkami. V ameriških filmih recimo pogosto vidimo mažoretkam podobne plesavke. So tisto mažoretke? Ja, so ameriške mažoretke, pa mogoče so one celo en del twirlinga. Bi rekla, da je neka mešanica med mažoretami in twirlingom. Pa navijačicami, recimo, ja. Kaj točno pa je twirling? Twirling je pa zelo podoben mažoretam, ker imamo oboje mažorete palico. Razlika je v tem, da v bistvu twirling ima neke gimnastične, ritmične elemente, se pravi, lahko delajo premete, kolesa, špage. Mi tega ne smemo. Na tekmovanjih je to prepovedano. To je nekako glavna razlika in pač mažoreten osnovni korak je korakanje. Pri njih pa ni, no. Je bolj tak gibanje. Twirlerce imajo pravzaprav gimnastični dres, in z njim lahko nastopajo pravzaprav samo v zaprti dvorani, kjer je parket po tleh. One ne morejo na asfalt delati premeta. Medtem ko mi imamo pa zapovedano uniformo in plešemo kjerkoli. Kako pa je s palico? Je prav posebna. To se verjetno od samih začetkov mažoretiranja, če je to izraz, verjetno ni prav veliko spreminjalo. Je zapovedana njena teža, je mogoče za mlajše drugačna? Za mlajše v bistvu se pokaže, kako se jo zmeri. Takole zmerimo in prsti morajo biti nekako do bunke. To je prava dolžina palice. In kar je lahko opazimo, velika bunka, manjša bunka. To je v bistvu zaradi ravnotežja. Je obtežena, največja bunka je težja, tudi zaradi metanja v zrak, lepše leti, lažje se vrti. S tem, da
je tudi tale debelina kovinskega dela lahko različna. To so majhne razlike. Ampak se potem vsaka sama odloči ali to klub določi, katero palico imate? Vsaka skupina enako. Dve različni dolžini, ena malo daljša, ena malo krajša in potem sem določimo, katero bo kakšno imela, kateri bolj paše, kakšna, odvisno od velikosti deklet. In to je to. Mogoče veste, kdaj so se mažorete pojavile, mogoče pri nas oziroma v svetu? Odkot to izhaja? To izhaja iz Francije, kot vojaški, iz vojaškega. Ja. V Sloveniji jih imamo nekje od leta 1975, se pravi, bo kmalu 50-letna tradicija v Sloveniji. Jaz bi temu rekla, kar je ena dediščina, ki jo imamo in jo zelo lepo negujemo, predvsem v Mažoretni zvezi Slovenije, kjer je včlanjenih 16 klubov iz Slovenije in preko 2000 mažoretk. S tem, da imamo v Sloveniji več zvez, tudi Tvirling zveza, oni imajo svoje število deklet in svoje število klubov, tako da v Sloveniji je zagotovo 30 klubov, ki se ukvarja s to dejavnostjo. Kar zelo razširjena zadeva, pa mislim, da vzhodni del Slovenije prevaga, da je na vzhodnem delu več klubov, mažoretnih in Tvirling, kot na zahodnem delu. Tako da na obalnem delu smo mi edina Lucija ima Tvirling, pa Nova Gorica, potem pa dolgo nihče. Povir, ja. In potem... Ampak to so vse različne zvrstine. Kot mažorete, članica Mažoretne zveze Slovenije, pa samo Koper. Iz tega dela, ja. Si sama med članicami mogoče ali samo še treniraš? V Kopru sem kot trenerka. Sem prišla zaradi študija, drugače sem pa članica kot plesalka Mažoret Trebnje in nacionalnega mažoretnega ansambla. Pa lahko to oboje združuješ, glede na to, da si zdaj verjetno, študijsko leto se je začelo, verjetno si se zdaj preselila sem? Ja, tako rečem. Med tednom sem v Kopru, za vikende sem pa v Trebnjem, v Radečah, kjer pač treniramo. Kombiniram nekako, kolikor se da. In kako mentorica gleda na konkurenco? Ne gledam na konkurenco. Si pomagamo. Ja, seveda. Ja. Hvala Bogu, da se širi dejavnost, da ona pomaga meni, mi pomagamo še komu naprej in tako se brez kakšne slabe volje gledamo, širimo si, pomagamo. Ja. Je bila pravzaprav tvoja ideja ustanovitev tega društva? V bistvu ne. Idejo je dal dirigent Pihalnega orkestra Koper, 2 dirigenta nazaj, pred 10 leti, to je bil Nejc Sukljan. Skupaj smo bili na gostovanju v Španiji. Namreč jaz sem začela s šolskimi mažoretkami na osnovni šoli Dušana Bordona, kot interesna dejavnost. In on nas je opazil, je prišel do mene in rekel, če lahko gremo skupaj na gostovanje, da Pihalni orkester bi rad imel mažoretke in smo šle kot šolske mažoretke z njimi v Španijo. Tam smo potem po kosilu sedeli, tako spontano na kavici in mi reče, Nina, ti boš imela pa društvo, ker jaz bi rada, da smo večkrat skupaj, da boš razširila to dejavnost med vsa dekleta iz občine Koper, ne samo iz šolske. In tako smo se tam v Španiji dogovorili 10 let nazaj, 1. oktobra, da bom jaz ustanovila društvo in potem mi je pomagal pri vseh kolobocijah in papirologijah za to ustanoviti in potem jaz to furam naprej, ja. Pa kaj to pomeni, da praktično vsakič skoraj, ko vidimo Pihalni orkester? Ne? Vsak smo svoje društvo. Mi v bistvu nismo njihove, mi smo svoje društvo in nas povabijo, kadar nas potrebujejo. Enako, če nas potrebuje Pihalni orkester Marezige, gremo z njimi plesati, ali pa Sveti Anton, pa tudi z Izolani smo že plesali. Kdor nas rabi, nas lahko pokliče, ker smo samostojno, nismo priklopljeni k nobenemu društvu. No. Ampak se pravi, takrat, ko oni korakajo, ponavadi potrebujejo. Ja, tako, če imajo koncertni program, takrat nismo zraven, ne moremo. Ko so koračnice, pa je taka lepa dopolnitev orkestru. Pa imate tudi kdaj nastope, ko ste na mestu? Se pravi, da ne korakate? Ja, na playback. Lahko so koračnice ali pa popularnejša glasba, popularna, moderna glasba, to se vse da sestaviti. Kaj pa razlika, torej,
Govorila si prej o šolskih mažoretah. Torej, to pomeni, da samo trenirajo ali je še kakšna druga razlika? Šolske mažorete imajo treninge v okviru interesne dejavnosti v šoli in potem lahko, če želijo, čez leto, dve pridejo tudi v naše društvo. Če ne, so pa tam kot prostovoljna dejavnost po šoli in to je to. Ne nastopajo? Nastopajo na šolskih prireditvah, ja, to pa ja. Pa tudi zdaj so nam pomagali ob naši 10. obletnici. Sem jih povabila šolske mažoretke, da so prišle na naš dogodek in so prav lepo popestrile dogajanje. Dženana, sama si začela kot šolska mažoretka. Kako to, da si se odločila sploh za ta šport? Imam prav zgodbico, kar ko sem bila manjša, sem doma oziroma sem blizu hiše, sem imela bambus in mi je oče ostrigel en del in tako sem se igrala in mi je bilo dolg čas. In sem kot naprimer nekaj vrtela in vidim, kao nekaj mi uspeva. In zato, in pol mi je uspevalo, ker sem se non-stop igrala in mi je postalo kot hobi. Igranje z bambusom, bi rekli. Na to, ko sem šla v šolo, sem videla plakate za naslednje opise in sem videla, da to pa je nekaj podobnega, to, kar sem se jaz igrala. In zato sem rekla mami, mama, daj no, piši me. Nič. Sem prišla do te ideje in tako sem se pač pisala. In zdaj koliko časa že treniraš? V klubu ja, že 2 leti ali pol, ali pa 3 celo. Pa si se naučila kaj novega ali delate iste stvari, kot si jih delala z bambusom prej? Ja, kar nekaj novega sem se naučila. In kako se začne torej trening? S čim najprej samo korakate ali že vrtite takoj? Prvo najprej smo začeli korakati. Ponavadi pravilo je, pravilo je, da z levo začnemo. Ker če začnemo z desno in na to, če pride kakšen obrat, se ne moreš obrniti. Zato je težje in z levo se treba korakati. Na to pa še grejo vrtenje palice, normalno vrtenje, ter počasi že mogoče kakšen ples, koreografije. Kateri je najbolj osnovni gib, pravzaprav to, ko vrtite vodoravno? Ponavadi, vodoravno, kuhanje oziroma horizontalno vrtenje. Kuhanje? Ja, ker se kuha, zakuhaš. Mlajše tako učimo, da kuhajo juho in potem se to zapomnijo. Ker je to res najbolj enostaven gib, potem verjetno metanje palice pride kasneje. Ja, kasneje. In kaj je recimo najzahtevnejši gib, ki ga lahko izvedemo? Verjetno meti, role. Ampak met z obratom, dvema obratoma, tremi štirimi. Se pravi, medtem ko palca leti, moraš narediti 2, 3, 4 obrate, to je recimo najtežje. Pa vas ne moti, da ste ponavadi na asfaltu, ko se vrtite? Ni ravno plesni podij. Punce se prilagajajo. Če je mraz, če je sonce, če kakršnokoli vreme, podlaga, prepočasni pihalni orkester, prehiter pihalni orkester, to se je treba vedno prilagoditi v tistem momentu. In se vedno prilagodijo. Aha, se pravi, se zgodi tudi to, da je orkester drugačen, od kot ste vadile? Ja, seveda. V živo, po mojem, so ponavadi počasnejši, ne? Orkester počasneje igra v živo kot na posnetkih. Pa nič hudega. Smo zelo uporabne in prilagodljive. Kako pa je s tekmovanji? Ali tekmujete? V koprske mažoretke načeloma ne tekmujejo, čeprav smo se želeli udeležiti na začetku ko smo se ustanovili, pa je bilo vedno premalo deklet, ker v pravilniku mora biti več kot 8 deklet. Jaz sem imela vedno manjše število sposobnih skupin, ki bi lahko šle na tekmovanje, zato se nismo udeležile. Velikokrat pa peljem na tekmovanje tamičkene punce, ki tekmujejo v kategoriji prvi korak. To pomeni, da morajo tekmovati vsaka sama z vnaprej določeno koreografijo, ki se jo mora naučiti. In če naredi vse tako, kot je treba, lahko dobi zlato medaljo, če ne srebrno ali pa bronarsto. In se moram pohvaliti, da letos na državnem prvenstvu smo peljali 7 deklet in čisto vse so dobile zlato medaljo. Vsaka v svoji kategoriji? Ne, vsaka je tekmovala v tem kategoriji prvi korak. To pomeni, da je vsaka morala znati tisto isto koreografijo
In sodniki so določili, da so vse naredile perfektno, zato so vse dobile zlato. V tej kategoriji tekmuje čez 100 deklet iz cele Slovenije. Ne? Vse enako koreografijo. Vse morajo znati tipi topi enako. In če so kakšna odstopanja, se točke odbijajo in tako si ne prislužiš več zlate. No in naše koprske so dobile vse zlato letos. Torej, manjka vam pa ena, da bi imeli tekmovalno skupino. Ne, zdaj bi mogoče celo bila tekmovalna, pa konkurenca zelo, zelo huda. Namreč mi imamo premalo treningov, bi mogli fejst povečati treninge, da bi se približali težavnostni stopnji ostalih društev po Sloveniji. Zato, ker pač imamo premalo treningov. Koliko pa je to premalo treningov? Ja, 1 ura na teden je čisto premalo. No. Gre bolj za vzdrževanje. Bomo videli, zdaj naša Živa je prišla zdaj pol leta nazaj nam pomagati in jaz se bom kar ulovila, da bo čim več treningov vse ona izpeljala in bomo poskusili minutažo povečati. Mogoče se tudi pride še do kakšnega skupinskega tekmovanja. No. Sama si pa pravkar prišla sicer tudi iz tekmovanja, to si torej tekmovala s trebanjskimi mažoretami? Tako je, ja. Kot članica senior skupine trebanjskih mažoret smo obranile naslov evropskih prvakinj. Bile smo na ADA pokalu evropskem v Čitluku. In ja, tako, bilo je lepo. Kako pa izgleda potem to tekmovanje za članice? Zato je potrebno ogromno treningov, ogromno nekih odrekanj, ampak na koncu se vse poplača. Bila je velika konkurenca, ogromno klubov, predvsem Bosna letos je bila odlična, Hrvatice. In ja, z veliko truda prideš tudi do tega, da lahko zmagaš tudi na takem tekmovanju. Koliko pa ste morali recimo trenirati za to koreografijo? Mi imamo v bistvu treninge 2 do 3 na teden skozi sezono, kadar se pa približuje kjerkoli tekmovanje ali pa nek večji nastop, imamo pa vsak dan po 2-3 ure recimo. Tako. Kako bi pa rekla, koliko je zanimanja, ali je v Trebnjem več zanimanja ali v Kopru več zanimanja za Jaz bi mažorete? rekla, da ni primerljivo. V Kopru je vseeno Koper je veliko mesto v primerjavi s Trebnjem. In tukaj je ogromno nekih različnih dejavnosti, športnih, kulturnih, kamor se pač deklice lahko vpišajo. V Trebnjem tega ni na srečo našo, no, toliko velik, tako da je trebanjski klub eden oziroma največji v Sloveniji, no, in tudi najuspešnejši, kar se tiče samih rezultatov na tekmovanjih. Ja, vsekakor čestitke, to pomeni, da sta bile drugič že evropske Ja, prvakinje. zapored, ampak ja, že kar nekajkrat, ne vem več na pamet. Džanana, kako se je pa tebi zdelo, ali tvoje sošolke si jih morala potem, kdaj, ko si rekla, na mažorete hodim, si jih morala potem učiti, kako se vrti palico, kdaj? Ja, zdelo se mi je zanimivo, ampak nisem imela tako veliko željo, da bi se vpisale, ampak kar jim je bilo zanimivo vrtenje palice. Ja. Se pravi, ni pa nobene nisi prepričala. No, ko smo bili še v šolski, ko smo imeli še interesne dejavnosti, so še njih par iz moje sošolke so hodile, ampak pol jim so se že navelečale in niso več. Ker ti zdaj potem ne treniraš več na šoli, treniraš samo v klubu? Je. Kje pa ste pravzaprav nastanjeni? Kje imate prostore? Te, ki imajo dovolj visoke strope? Ja, to je kar naša šola, osnovna šola Dušana Bordona je naš dom. Interesna dejavnost in klub je tam nastanjen. Jaz sem tudi zaposlena na osnovni šoli Dušana Bordona, zato imam vse tam. Ja, enkrat je to najlažje izvedljivo. Seveda moramo imeti treninge v telovadnici, kjer je visok strop. Ja. Ker drugih prostorov praktično ne bi bilo primernih tukaj. Ne, edino zunaj na igrišču. Ne. Mora biti telovadnica z visokim stropom. Ja. Ampak to pomeni, da tudi korakate po telovadnici? Ja, seveda. To ne uničuje parketa? Ne. Ne, načeloma ne. Kako pa je z udeležbo fantov? Ali obstajajo tudi moški mažoreti? Ne, to v bistvu so prepovedani, ne? Tudi na tekmovanjih se. Ne. V naši zvezi. Tvirling pa ima. Tvirling pa ima moške in to svetovne prvake. Pred leti smo lahko videli Tima Udoviča. On je bil na Slovenija ima talent.
kot tverling, no, moški. Ja. Tako. So fantastični. Ja, Ampak verjetno jih je pri nas bolj malo. ja seveda. Jaz ne poznam nobenega. Kako pa to, da so prepovedani? To se sliši kar malce neverjetno. Dobro vprašanje. Je tako Ne, so dobro. določili v pravilih za tekmovanje. Tako, Ne? tako so pravili. Mislim, jaz vem, da pa ena mažoretna skupina, pa zdaj ne vem odkot, iz Slovenije so imeli fanta, ki je tudi korakal in potem ali diskvalificiran. Ja. Žal. Enkrat se je zgodilo. Ja. Ja. Samo, ne cela ekipa. Ne vem, No, ne, prav, mislim, da je ravno v prvem koraku tekmoval, če se ne motim. prvi korak, to je tisto, Ja. ki vsaka posameznica tekmuje. Ja. Mhm. Točno tam je bil. No, kako pa se sicer sploh točkuje? Kaj to pomeni? Naprimer, gre kot pri gimnastiki, naprimer za tako težko vajo lahko dobiš toliko točk, za malo manj težko vajo toliko točk in potem vidiš, kako blizu si. Pri tekmovanju, se pravi celotne skupine, to je 17 deklet pleše, 16 in še predvodnica, ki se pač po uniformi razlikuje od drugih deklet. Se v bistvu ocenjuje različne, rekla, ne vem, delo s palico, umetniški vtis, tehnični vtis in splošni vtis. Možnih je, ne vem, recimo 30 točk za delo s palico. Sodniki pač ocenijo, na kateri višini je pač koreografija. Potem pa imamo v bistvu skating sistem. Na koncu, ko odplešeš koreografijo, pač imajo čas, da se štejejo vse te točke in se potem na glas tudi preberejo, da lahko vsi slišijo te točke. Enako kot pri drsanju, lahko vidimo to po televiziji. Ja. Na ta način se v bistvu ocenjuje. In si kdaj dosegla popolno število točk? 30 ne, 10 pa veliko krat. Splošni vtis 10, ki so že padle. 10 je največ pri splošnem. Pri splošnem vtisu, ja. Ja. Si ti tudi sama kdaj tekmovala? Ja, veliko let nazaj, ko sem še plesala pri Trebanjskih mažoretkah, sem tekmovala v skupini in v duu, torej v paru. Sva bile z mojo prijateljico Vanjo tudi državne prvakinje takrat v plesu s palico duo. V skupini smo pa tekmovali vedno v dveh disciplinah, to je vaja na mestu in parada. Pa smo tudi dosegli zelo lepe in dobre rezultate. Na evropskem, takrat, ko sem še jaz bila, je bilo najbolj, mislim, da je bilo 5. mesto takrat najvišja uvrstitev. Potem sem pa jaz končala in Trebanjke so se takrat še poboljšale oziroma so še zvišale uvrstitve, ne? Takrat se je začelo. Jaz sem tudi v Trebnjem pravzaprav takrat orala ledino. Kmalu bo 30 let, kar je v Trebnjem so Trebanjske mažoretke in takrat sem bila tudi med prvimi šolskimi takrat. S takimi učki smo prišli, mi bi palco vrtele in smo dobile lesene palce v roke in naša mentorica se je šla tudi sama prvič učiti vrtenje s palico, no, potem smo pa počasi razvijali to dejavnost v Trebnjem. Z leseno palico, to se sliši, kot da ste veliko trsk dobile v svoje dlani. Ne, so bile že pobrušene ali polakirane, ne vem, ali je to kakšen hišnik naredil. Jaz ne vem, kje smo dobili te palce z neko okroglo bunko. Ja, in s tem smo takrat mi začele. Ja. Ja, zdaj, torej, toliko časa že nazaj, kje so pa potem bile te prve mažorete, te, ki bo 50 let? Trbovlje, Logatec, Laško smo blizu. Laško, ja. In to je to, ali še kakšno drugo mesto. Mislim, da Trbovlje so najprej začele in potem tako z njimi Logatec. Še vedno so aktualne. Ja, ampak Trebanjske ste zdaj najmočnejše? Ja, ja. Tudi na državnih tekmovanjih? Ja, tako je. Ali potem ostale, ali samo zmagovalke grejo naprej na evropsko? Na evropsko prvenstvo je v bistvu prvo, drugo, tretje mesto. Kdor se uvrsti, gre potem na evropsko prvenstvo. Nekdo je bil potem torej letos z vami? Letos smo šle same. Na državno prvenstvo v senior kategoriji so bile prve Dobova, druge smo bile me, tretje Laško, ampak smo se same v bistvu odločile, da gremo. Ja. Kako pa to, ker to zahteva veliko priprav? Ja, ja. Ravno poletnih, kaj ne? Ja, one so šle na neke druge turneje, ker tudi mažorete veliko krat obiskujemo kakšne druge države, druge kraje. Tako da so se one tokrat za to odločile. No.
Ali potem to tako izgleda, kot smo videli v filmu Orkester, velika zabava, ko gremo na turnejo. Ja, točno tako. So šli tudi z nami godbeniki, no? Naš občinski pihalni orkester Trebnje. Tudi v začetku otvoritvena parada, no, so oni igrali. In smo se mažorete potem za njimi korakale in plesale. Tako da, ja, Aha, mažorete ste za orkestrom, ne pred. Tokrat je bilo tako, ja. Ponavadi so za nami, ponavadi jih mi vodimo, no. Tokrat je bilo pa obratno. Pa vidijo kaj? Malo ste se hecale preden smo vkolopili kamere, da ne vidijo prav veliko zaradi not. Ja, ponavadi smo v bistvu predvodnice na vezi z predvodniki godbe, no. Se mi malo spogledamo vedno, da vidimo, da se premikamo istočasno, ali imamo dosti velik razmak, kdaj se ustavimo, ne. Tudi se velikokrat zgodi, da v paradi, recimo, če je veliko ljudi, se ustavimo, nastopamo kaj za njih in gremo potem naprej. Tako da je ta naveza. Predvodnica, to smo zdaj že nekajkrat slišali. Ja. Je njena funkcija kaj drugačna? Ja, predvodnica je v bistvu dekle, kot sem že prej omenila, ima drugačno uniformo, ima pa tudi drugačno vlogo. To je tisto dekle, ki da ponavadi znak 5, 6, 7, 8 in potem vse punce vejo, kaj delati, pokaže, katero koreografijo plešejo, stoji spredaj pred drugimi, v paradi, no. V samih tekmovalnih vajah, torej figurativi in paradi, je del skupine. Ja, to je nekako V predvodnica. bistvu se predvodnica tudi sme obrniti, Ja. skomunicirati z orkestrom, se sprehoditi do orkestra, medtem ko se čaka, kakorkoli ostala dekleta tega ne bi delala. Tako, ja. Ne? Nekako dajo Predvodnica je navodila. šefica, Ja. je tista, ki je najbolj sposobna, najbolj nasmejana in ki pelje skupino naprej. Ne? Ja. Torej, nasmeh je veliko, zelo pomemben tukaj. Seveda, ljudje, ki gledajo, vidijo najprej nasmeh, pa vidijo Žar v očeh. Ja, To je recept. ja, sigurno. Kot Tyra Banks je ves čas govorila, ne? Smej se z očmi. Ne? Tako, Ja, ja. saj res, ja. Res je. In kako to dosežete? Imate kak skrivni recept Jaz za kaj mislim, takega? da, če uživaš na nastopih, uživaš s soplesavkami, s svojo mažoretno palico, to pride samo od sebe. Ja. Sigurno. Potem pa naslednji korak pa manekenstva. Sicer pa, kar se tiče tekmovanja, se klub v bistvu sam odloči, ali gre tekmovati, ali... Ja, seveda. Ja, ja. Pa omenili ste prej tudi ples s palico. Kaj ni palica ves čas prisotna? Zakaj se temu tako reče? Mažoretke lahko plešejo tudi s cofi, tudi to je del tekmovanja zdaj, nekaj časa tega sicer ni bilo. Tako da lahko palico dajo na stran in zaplešajo, korakajo s cofi. To je tudi ena izmed kategorij. Tako. Pa ste to preizkusili tudi pri vas? Ja, tudi pri nas to delamo. Kako ti je bilo všeč to? Malo Da se drugače, spočiješ ne? od palice, ne? A ja, sej, je težka? Kako težka je pravzaprav palica? Jaz sem jo nikoli še nisem vagala. Ne, nimam pojma. Ne vem. No, ker mislim, vsakeč, ko vidimo mažorete, niste ravno, da bi človek rekel, fitneserke. Ne? Nimate takih močnih mišic, kljub temu, da imate ves čas roke v zraku, Ja. non-stop korakate. Dovolj je težka, da leti v zrak, ker če je prelahka, ne more niti visoko leteti, niti ne gre. Ni pa tako težka, da ne bi mogla kje pa. Se da potem cofi, palica, obstaja še kaj tretjega? Za tekmovanje včasih ne, je ampak bilo, za ne? popestritev Ja. kakšnega nastopa pa lahko dodaš kar želiš. Klobuke, zastave ali dežnike, kar želiš. No? Klobuko pa sicer ne snemate, verjetno. Ne, so tudi So pripeti. zaradi tega, da ne padajo dol, zaradi obratov in vseh plesnih elementov. Pa sicer velikost, imate pa verjetno različne velikosti, ali poskrbi klub za uniforme, ali same zašijejo uniforme? Ne, to poskrbi klub. Imamo šiviljo, ki se šije uniforme, ampak so tako univerzalne te uniforme, da si kar punce, zdaj bodo 4 nehale in bomo te uniforme dale novim članicam in kar naenkrat jim bo to prav. Ne vem, v Trebnjem je tudi tako, ne? Ja. Tako, kar se jaz spomnim. Gredo iz roda v rod. Vse uniforme so vsem prav. Ja. Pa je
Pa punce nimajo prav enakih postav, ali tako, ampak se kar nekako to da urediti. No. Enako je škornji, ker škornji so kvalitetni, usnjeni, so narejeni sicer po meri, ampak potem na koncu se pa spet iz roda v rod jih menja in so jim kar pravno. Te so originalni, tvoji? Te so prvi tvoji, ne? Ja. Kako pa ti je v petkah hoditi naokoli? Ja, na začetku je kar malo čudno, težje, ampak pol si tak navadiš in gre. Kdaj pa si začela s škornji? Ko sem prišla v klub, jih še nisem imela, smo še imeli copatke, na to bolj, ko sem že bolj odrasla, ko sem šla že v večjo skupino k odraslim, pa takrat sem pa dobila. Koliko ste torej zdaj stare v tvoji skupini? V starejši skupini smo nekje od 13 do 18 let, v manjši pa od 9 do 12. Ja. Ja. Pa ti je bilo težko, mislim, je razlika v korakanju med copati in škornji? Tako, ko se navadiš, ni drugače, je kar nekaj V razlike. kakšnih daljših paradah znajo kar valet noge, ne? Ja. Aha, kaj pa so to daljše parade? To traja, Čez celo mesto, recimo. se pravi, govorimo o več kilometrih. Ja. Ja, tudi lahko. Tudi koprske mažoretke smo še nekaj let nazaj v Trebnje na nastop, smo bile vabljene ob 80. obletnici orkestra. In tam je bila parada čez celo Trebnje, to pa 1-2 kilometra je bilo po mojem, ne vem, zelo veliko. No. S tem, da naredite kaj? 5 korakov na meter? Nekaj A ne, takega? parade grejo zelo hitro. Aha. Jaz sem zdaj, kar sem mentorica, ki ne plešem več, sem vedno tista v ozadju, ki nosi nahrbtnike, ki teče pred njimi, ki dela prostor in sem med občinstvom. In ko se začne parada, mora zmeri teči naprej. Zelo hitro se premika parada, čeprav tako nimaš občutka, ne? Ja, to bo šlo počasi, ampak parada je res dokaj hitra. Ja. Pa imate potem kdaj tudi vaje z orkestrom dejansko? Ne, čeprav bi si želeli, mogoče vsaj me imeti. So bili zametki, nekaj smo želeli, ker obstaja tudi tekmovanje orkester in mažoretke skupaj v premikanju, ne? Da se dela koreografija in orkestra in mažoretki in se to prepleta. Tukaj bi bilo potrebno imeti skupne vaje, ampak zaenkrat noben orkester iz občine Koper nima želje tako tekmovati. Mi bi si pa želeli, zagotovo. Ne? Tako da. Pa še eno vprašanje, zdaj sem se spomnila. Njuni zgodbi o začetkih smo že slišali, tvojo pa mislim, da še ne. Moja je pa povezana z Nino in njeno prijateljico Vanjo, ki je prej omenila. V bistvu je bila njena nečakinja, moja sošolka v osnovni šoli in je rekla, živa moja teta je pa mažoreta, daj vam medve to probati. In sva šle na trening, se vpisale, dobile svojo palico. In ja, So bile še vedno lesene? Ne, niso bile, ne, so bile take. Kako vzdržljiva pa je ta palica? To pada verjetno ves čas med začetki sploh. Ja, včasih se zna zgoditi, da bunke se preluknajo, pride železo ven s treningi. Odvisno od palic. Ne? Ja, odvisno od bunk. Ja. Ja, Ja, ene so kvalitetnejše, druge ja, manj. tudi odvisno od cene. Ja. Vem, da tiste palice, ki sem jih jaz naročila 15 let nazaj na šoli kot za interesno dejavnost, so bile iz Amerike tiste palice in še vedno so ko nove. S tem, da te palice, ko smo jih naročile zdaj nekaj let nazaj, se že luknajo, že niso več v redu. Odvisno tudi od cene, po mojem, od proizvajalca. Sej, mogoče, če nam samo predstavite tehniko, se pravi, zakaj gre? Vrtite okoli prsta ali okoli roke, okoli česarkoli? Odvisno je od zapestja. Ne? Zapestje se pri vsakem vrtenju se drugače vrti. V bistvu Pa gre tudi v drugo smer? Ja, ja. Kako se temu reče? To je to kuhanje? Ne. Ja, ja, Aha. ja. To je potem osmica, to je tudi ena izmed osnovnih vrtenj, pa nazaj. Ja. V bistvu ni nikoli čez prste. Aha. Vsi mislijo, da je čez prste, Ja, ja. pa ni. Sploh ne pri teh klasičnih paradah in nastopih. Zdaj za tekmovanje, če želiš doseči najbrž več točk, boš to imate med prsti. Ja, ne? ja. Ja. Drugače pa ne. Si izmišljujete kdaj tudi svoje vrtenje? Se to tudi še da? Ja, Ja, seveda.
čedalje težje, ker pač Vse so že so pogrozili. šle mažorete res v nebo z vsemi možnimi rolami in meti in obrati in ujemi. Ja, lahko jamaš za hrbtom, pod nogo, Ja. kakor želi. Ni več Z levo roko, desno Ja. roko, za glavo, Ja. povsod. Imate tudi dvoboje ali kaj takega, naprimer, ne vem, kot skaterji, to pa ne. ki To pa si je kažejo dobra trike. ideja. To pa še ne To je obstaja. dobra ideja. Ja, ja. Ne še. Pa imate, kako pa se recimo reče to? Potem prav rečete, prej zunaj si nam recimo pokazala to nekaj okoli Rola. rola, to je tudi Ja, ja. rola, se pravi, to so vse role, okoli Ja, česar role koli že so v gre. bistvu, kar se rola po telesu, po rokah, po pasu, nogah. To so role. Ja. Kontakti so pa recimo flip ali nekaj, kar se odbije od roke. Rola je pa kar se zarola. Tako. In kje najprej ponovadi pade? Kaj Na misliš? začetku. Povsod je možno. Pa se je to težko naučiti? Koliko časa ste naprimer rabile, da ste osvojile te osnovne gibe? Če te spomniš, koliko časa si rabila? Zdaj, te, ki so bili lažje na začetku, sem že hitro poštekala in mi je že tako šlo v enem treningu. Te pa težje, naprimer, kot je Živa zdaj pokazala, pa so kar nekaj časa, enih par treningov sem mogla kar vaditi. Pa potem tudi doma vadiš? Ali? Ja. Aha. No, da je prav domača naloga, da vadim. Aha, tako. Doma nad poslo, ne? Da niso sosedi jezni kopali na tla. Ja, pa brez luči na Ja, ja. stavbu. Tudi lahko kakšna luč se razbije. In kaj imaš zdaj za domačno nalogo, recimo? No, zdaj še ne nič, verjetno mislim, da bo kmalu. No, ste pa že začeli s treningi za letos, ne? Seveda, Ja. smo obeleževali 10. obletnico to soboto, zato so bili treningi pojačani in smo se pripravljali samo za ta dogodek. No, drugega tedna naprej pa začnemo z novimi pripravami, novimi treningi, najverjetneje za novoletni koncert, kjer vedno nastopamo skupaj s pihalnim orkestrom. Kje pa v to bo? decembru. 26. decembra v dvorani Osnovne šole Koper, tradicionalni koncert pihalnega orkestra Koper, vedno nas povabijo in na dve skladbi recimo zaplešamo z njimi. In kakšne so to skladbe? Gre tukaj za 4/4 ritem? Ja, mora biti 4 ali pa bolj četrtinski, ker mora biti poudarjen ritem, da se lahko pleše. Na valček se pač ne da. Mažoretke ne morejo na valček, lahko se edino pozibavajo. To je pa dolg čas. Torej, koračnice morajo biti, kaj pa polka, recimo bi se dala polka plesati. Ja. Pa tudi ostale skladbe, ki so dovolj plesne in v 4/4 taktu, se da z mnogimi plesnimi koraki potem zelo olepšati in nadgraditi. Ker eno je delo s palico, drugo je pa še delo z nogami. Ne? So še plesni koraki, ki jih moramo mažoretke obvladati in to potem je treba skombinirati. Skupaj. Kateri so pa te? Zložiti. To potem tudi odvisno te ča, to kot jih poznamo, ne vem, vsi te iz aerobike. pa vse dvigovanje nog naprej. Od brcev, Ja. počepov, skokov, Počepi so tudi zelo. Ja. najrazličnejših korakov. In vse to morajo v bistvu mažoreta uskladiti. Noge morajo delati istočasno, kot prstki na roke, glava. Vse, na vse moramo misliti. Ne? Že malo možgani bolijo, potem ko prvič Ja. poskušaš, Pa še smejati se moraš, ne? pa še to. Ja. Ampak imate pa tudi popularno glasbo, si prej omenila. Ja, Kaj pa ja. potem v tem primeru, na kaj plešete, naprimer zdaj, kaj imate v repertoarju? Ja, veste, imeli zdaj recimo na Euforijo. Evforija, ja. je bila. Se pravi, vmes se da korake, ki niso samo korakanje, lahko se da tudi vmes korakanje, zato da se premakneš na drugo pozicijo in potem dopolniš z nekim počepom, vrcom, obratom, z novim korakom in tako naprej. Torej, skrbite tudi za gibčnost. Ja, seveda. Narediš špago? Ne, ker se jo ne sme, na tekmovanjih pa sploh ne. Aha, prav prepovedano je. Tudi ne zgleda, da bi mažoretka s škornji in krilom sredi Titovega trga špago naredila. Ne gre. Gimnastičarka s copatki in dresom pa ja, recimo. Ne? Tako. Se pravi, kateri so pa torej prepovedani gibi? Česa se res ne sme, poleg špage? Recimo brci, noga ne sme iti čez glavo. Se pravi, ne smeš delati recimo koles, premetov. Take stvari so prepovedane. Ja. To bi bila diskvalifikacija.
Zaprav že v sami koreografiji morate paziti. Ampak vseeno nekaj brc pa smo videli prej, ko si nam demonstrirala. Se pravi, dokje lahko gre brca? Do glave. Kamor gre. Ne pa previsoko. Ja. Se ni zabad. Je pa zelo pomembno, da cela skupina brcne ali dvigne nogo enako visoko. To je tudi predvsem na tekmovanjih točkovanje više. Na takih nastopih javnih po mestu pa seveda lepše je videti, ne, če so vse enotne. To je bistvo mažoretk, da je skupina, ki enotno pleše, ki enako delajo, da nobena ne izstopa, da vržejo palco enako visoko v zrak. To je bistvo. No. To pomeni, če katera naprimer bolj gibčna od drugih, se mora pravzaprav bolj prilagajati od tistih. Ja, sigurno, sigurno. Mažorete sicer samo ime, ali to v francoščini kaj pomeni? Major. Ja. Major. Nekaj pomeni. Spet iz vojaškega konteksta. Iz tega vojaškega konteksta, ja. So pa po Evropi mažoretkinje, Hrvatice, Čehice so vse mažoretkinje, mi smo mažorete. V angleščini, to je vsi imajo enak pomen. Mislim, nima nobene kakšne druge besede za to. Pa je to predvsem evropski šport, oziroma šport ali ples? To je bila šport in kultura skupaj. Tako. Ja, recimo twirling, a je že olimpijska disciplina, je že olimpijska in je prav šport, oni so pod šport. Mi pa ne moramo biti pod šport. Odvisno v kateri zvezi si, no. Mažoretna zveza Slovenije se šteje kot kultura, mažoretna in twirling zveza pa kot šport. Tako. Torej, naprimer, dobite status kulturnice v šoli ali status športnice. Kaj imaš ti? Imaš kakšnega? Ne obstaja status kulturnika v šoli. Aha, v srednji šoli mislim, da ja, tako da v osnovni mogoče. Ne, ja, status glasbenika, pa status športnika, ne, status kulturnika ne obstaja. Kaj pa, ti si imela kak status? Ja, v gimnaziji sem imela status kulturnika, ja. Čeprav se je to vmes spremenilo. Na začetku sem imela status športnika, potem je šlo to v kulturnika, ja. Ampak pravzaprav gre za isto stvar, kaj ne? Ja, ni razlike. Pa so mažorete predvsem iz Evrope ali so tudi na drugih celinah? Obstaja svetovno prvenstvo? Prav v mažoretni disciplini ne. V twirlingu ja, v mažoretah ne. Prav Evropa, no. Naprimer, ni ameriških mažoret, prej ste rekli, da ameriške mažorete, kot da je to nekaj drugega. Ja, se je, ker oni imajo čist drug stil. Drug stil je, ja. Se že Angležinje imajo drug stil. Ko sem še jaz plesala, smo šla na evropsko v Anglijo. In one angleške mažoretke so čist drugače korakale in plesale kot me. Ja. Se oboje je bilo zanimivo gledati, ne? Ampak totalno drug svet. Čist drugo, ja. Kako pa to pomeni drugače so korakale? Bolj odrezavo. Ja, one imajo več teh osnovnih korakov in res osnovnega vrtenja in teh premikov. Mi imamo pa več plesa, bolj dinamično vse skupaj, več menjav, podaj, palic. Več dela s palico. Ja. In kako je naprimer potem z ameriškimi? Kaj je potem razlika z ameriškimi? One so bolj angleške ali... Ja, ampak one imajo zraven pa še bolj te cheerleaders, cofki varianto, no, nekih navijačic nastopov na tekmah, čeprav tudi mi nastopamo na tekmah, no. Na katerih? Rokometnih. Tudi tukaj v Kopru ali to za Trebnje zdaj govoriš? Za Trebnje, ja. Kaj pa v Kopru? Ste na kakem športu zraven? Ne, smo parkrat vprašali, če bi nas želeli, pa imajo svoje interne navijačice, tako da potem ne pridemo v poštevo. Kje pa potem nastopate? Torej s pihalnim orkestrom, mogoče tudi še kje drugje? Tudi, seveda tudi z orkestrom na Istrskem maratonu, pa smo bile na Internautiki, pa na Ironmanu, otvoritve raznih dogodkov po mestni občini Koper, smo velikokrat zraven. Pustna povorka. Pustna povorka, če se udeležimo, ja. Skratka, ja, tudi na Sladki Istri bi mogli biti letos, pa nismo mogli zaradi našega dogodka, ki smo ga pripravljali. Tako da nas kar pogosto pokličejo za to, da otvorimo dogodek skupaj z orkestrom. Ponavadi naredimo povorko, takrat seveda ljudi privabimo, ker je zvočen in vizualni naš ples in glasba.
in potem se dogodek začne. No. Pa kaj pa izven občine? Torej, omenili ste, da greste tudi kdaj drugam, Ja. v Trebnjem ste bili, naprimer. So taka gostovanja tudi pogosta? Lahko bi bila bolj pogosta, po mojem, ampak odvisno zdaj. Ne? Se mi zdi, da toliko let nazaj so mesta večkrat organizirala festivale mažoretnih skupin, pa festivale godb in smo hodili. No? Zdaj pa kar ne več, ne vem zakaj, na gostovanja v druge kraje. S tem, da smo šli že z orkestrom večkrat v Istro, na srečanje istrskih pihalnih orkestrov. Tako. Kako pa je s tem, naprimer, v Italiji? Ali je v Italiji to tudi tako popularno kot pri nas, denimo? Ali pa... Mislim, da ja, samo spet, one spet večkrat drugače delajo. Spet imajo drugačen stil, a pa delajo z 2 palicama, pa imajo recimo drese, svetleč dres in škornje in korakajo in imajo 2 palice. Torej brez krila? Lahko je krilce, ampak se sveti, ne? Kot da bi bila gimnastičarka, pol ima pa še škornje, pa neko baretko, 2 palice in to je spet čist drugačen stil, kot ga imamo mi. Zdaj Slovenke smo razvili en svoj poseben sistem ali svoj poseben mažoretni ples, ampak se res razlikuje od države do države. Je tudi na Balkanu tako, naprimer s Hrvaško, Bosno, ki si omenila, da jih je bilo tudi kar precej? Ja, rekla bi mogoče, da na Balkanu je najbolj poenoten ta nekak stil mažoreten. No? Tukaj smo približno enako, no? Čeprav se od kluba do kluba opaziš, tudi če nismo v uniformah, veš, kater stil kam paše. Ampak ja, Balkan je najbolj nekako poenoten, pa tja do Češka recimo, je že drugače, ne? Odrezavo, Ja, to je že to, kar čist smo drug stil. opisovali, ja. Kaj še? Ja, v bistvu so zagrebške mažoretke dale, se mi zdi, tisti glavni Ja. pečat vsem balkanskim mažoretkam. One so tudi večkratne evropske prvakinje in Zagrebčanke so imele že 30 let nazaj Dolgo, ja. izpopolnjen način plesa in vse smo jih občudovali, te Zagrebčanke, in smo se zgledovali po njih vsa leta. In mislim, da so one dale tisti glavni Zagon. Ja, in način, kako se Ja, pleše, in na podlagi njih se zdaj razvija en poseben še ta slovenski stil plesanja. No. A bi potem lahko rekli, da naprimer, če ima v Italiji torej 2 palici, ker to je verjetno še tudi veliko usklajevanja, da naprimer, je mogoče to bolj podobno španskemu, francoskemu, portugalskemu mogoče stilu, kot da ta sredozemski bazen, da je mogoče malo Ja, drugačen. verjetno so se Verjetno malo so, poenotili mislim, da stili. No. Ampak Nimamo stikov, ali imate Ne, nekaj ne. več stikov s temi zahodnimi državami, niti ne. ne. Da bi Čeprav kje smo bile v se- Franciji na Evropskem prvenstvu na zadnje leta 2015, ampak spet drugače je, no. Drugače kot lahko vidimo v Sloveniji. Ampak je to vseeno, to se pravi tako kot v Sloveniji, mogoče tudi v Evropi, bolj nekako na vzhodu? Popularno vsaj. Ja, Po moje, ja. Mhm. Vzhodni del je bolj Ja. tak koračniški, vojaški. Torej, sta vidve trenutno edini trenerki v klubu? Ali jih imate še Malo kaj? še eno. Maša Faganel, to je v bistvu trenerka mlajše skupine. Letos jih je imela to 7, smo rekli, zlatih na prvem koraku. Ja, to so deklice. Mlajše, se pravi, nimajo klobuka, nimajo škornov, ena generacija mlajše. Ja. Dženana, kakšni so tvoji načrti za prihodnost? Boš tudi ti nekoč trenerka? Ja, ne vem, ne žele. V bistvu moraš imeti 18 let, ne? Če hočeš biti trenerka, tako da še malo. Še malo moraš potrenirati, pa bo. Kakšni so pa torej načrti za klub, za vsaj za to leto, za naslednjih 10 mora biti? Ne vem. Preveč vprašate. Samo upam, da bodo napredovali. Da se napreduje, mogoče, da bo tudi kakšna skupina se upogumila in šla tekmovati, ker je problem, se skupine vsako leto malo zamenja. Ene končajo, pridejo nove in je potrebno potem usklajevati tehnično znanje. Je težko potem napredovati,
če nekaj let ni stalna skupina. Ne? In zdaj bomo spet imeli menjavo in upam, da se to v roku enega leta uskladi, da bosta obe skupini dovolj sinhronizirani, da bosta potem samo napredovali. In upam tudi na kakšno državno prvenstvo, seveda. Sicer pa vedno smo vabljeni na državno prvenstvo in vedno se udeležimo kot spremljevalni program. Tako da dekleta vidijo ostale skupine, ki tekmujejo in istočasno nastopajo brez sodnikov, brez ocenjevanja, no, in tudi dogodek in doživetje. Pa bi sicer mogoče še lahko za letos povabili katero zraven ali so prijave torej zaključene? Ne, prijave sigurno niso zaključene. Vpisujemo v sredo 4. oktobra oziroma Tudi kasneje? Najboljše, da starši oziroma če se deklice prve triade osnovne šole odločijo, da bi bile mažoretke, lahko pišejo na mail mazoretekoper@gmail.com in dobijo vse odgovore. Treningi bodo najverjetneje ob četrtkih, ob 6. za začetnice. Ostale skupine imajo ob ponedeljkih, ki so že formirane skupine. No, začetnice so pa tista dekleta, ki se bodo prvič srečala s palico in vabljene vse 1., 2., 3. razred osnovne šole. Torej, naj kar povem, resnično so zelo odzivni na e-mail, tako da, kako smo rekli, mazoretekoper@gmail.com. Tako je. Pa boste lahko sami preverili, ali se boste, če se želite, tudi pisati. Ja, najlepša hvala, da ste se oglasile ob vašem jubileju. Morebiti se srečamo ob 20, ko boš že trenerka. Tako pa seveda vso srečo do decembra, ne, ko vas bomo videli na nastopu. Hvala. Hvala. Vi, dragi gledalci, pa seveda, kot ste slišali, če boste poskušali to doma, pazite na svoje luči, pazite na sosede in pazite tudi nase. Več pa seveda lahko vidite oziroma tudi, če jim pišete na njihovi spletni strani. Z nami so bile danes Mažorete Koper, ki praznujejo letos oktobra 10. obletnico obstoja. Vi pa ste gledali in še gledate Megafon TV, se vidimo kmalu. Lep pozdrav.